Čau! Danes še nadaljujemo s slovenskimi glasbenimi dokumentarci, najprej pa preverimo novice. Evropska filmska akademija je seznam zakladov evropske filmske kulture razširila z 11 novimi lokacijami, s katerimi želi obeležiti kraje, ki imajo simbolni pomen za evropsko kinematografijo, ter tiste z izjemno zgodovinsko vrednostjo, ki jih je treba ohranjati in zaščititi. Med novimi lokacijami so belgijska železniška postaja Liège-Guillemins, poletna jahalna šola v Salzburgu, ulica Malko Tarnovo v Sofiji, stavbi kot sta Günderöderhaus v nemškem Oberweslu in Berghotel Schatzalp v švicarskem Davosu, ter prostori posvečeni filmski kulturi, filmski studiji na Malti z impresivnimi vodnimi rezervoarji, zgodovinska kina Teatro Tivoli v Lizboni in Royal Theatre Tučinski v Amsterdamu, muzej Quiet Man v irskem Kongu in celotna pokrajina Kurska kosa na Baltski obali v Litvi. No, mednje pa se je uvrstil tudi Prvomajski trg v Piranu. Gre za najstarejši trg v mestu, nekoč znan kot Stari trg. Češki režiser František Čap, ki se je preselil v Piran, je ta trg leta 1962 izbral za snemanje filma Naš avto, leta 1986 pa smo ga gledali v poletju v školjki Tuga Štiglica. Na območju Pirana in slovenske obale je bilo sicer posnetih več kot 50 filmov, še največ so jih posneli po drugi svetovni vojni v nekdanji tovarni Mila v Fornačah, kjer so vzpostavili filmske studije Viba filma. Po Piranu in nasploh po obali pa naj bi hodili tudi Orson Welles, Marcello Mastroianni, James Mason, Maximilian Schell, Sam Peckinpah, Klaus Kinski, Yves Montand, Alida Valli, Gillo Pontecorvo, George Hamilton, Peter Lawford in številni drugi, pravijo na občini Piran. Tomaž, le kaj imam. Teta mi ga je kupila. Angela? Ne, Rozi. Na, poglej, da boš vedel, kaj je morje. Tomaž! Prideš kaj dol? Iz Benetk pa so že sporočili, da bodo Zlatega leva beneškega glasbenega bienala za življenjsko delo letos podarili ameriški skladateljici Meredith Monk, ki je bila 1942 rojena v New Yorku. Po študiju na koledžu Sarah Lawrence je postala vodilna osebnost newyorške eksperimentalne scene 60-ih let prejšnjega stoletja. Razvila je razširjeno vokalno tehniko in interdisciplinarno estetiko, ki jo je uveljavljala v delih, ki združujejo glasbo, ples, gledališče in film. V svetu filma je pisala glasbo tudi za Velikega Lebowskega, Book of Davy in Quarry. Največ boste o njej izvedeli v dokumentarnem biografskem glasbenem dokumentarnem filmu Inner Voice Meredith Monk iz leta 2009 ali pa v še starejšem iz leta 1994, ki ga je režirala Sitzel Mundal.
Zdaj pa poglejmo še k domačim glasbenim dokumentarcem, ki smo jih zadnjič izpustili, namreč predvsem tiste, ki govorijo o posameznih izvajalcih oziroma zasedbah. V sklopu TV Slovenije je nastalo že precej takšnih, denimo Terrafolk, ki danes kot skupen glasbeni sestav ne obstajajo več, a so v 52-minutnem filmu Amirja Muratovića za večno obeleženi. No, potem je takšnih in drugačnih tudi v celovečerni formi še kar nekaj, tudi o skupinah, ki še obstajajo. Hej, junaki, veste, zakaj smo mi teh 18 let samatrali? Da si je Flik nameraval s tem 7 nahraniti. Flik, ti imaš kompleks boljšega, eno? Kar je odgovor tudi na to, zakaj nam ni v štartu kar na hitro ratalo. Enostavno nismo bili zreli, ni nam moglo ratati, bili smo za nič. Koliko je se moramo šli naprej. Ko si prej omenil, kje je ta revolt, kje je ta bes, kje je ta jeza, kje je to uporništvo, ne le brez razloga, ki bi naj bilo imanentno mladim ljudem, ampak tu v konkretnem primeru uporništvo z razlogom. Turski nam rapidno uhajajo. Skoro tako voda. Si sem pa steval, da gledal tvoje samo oči, skozi njih je vina tekla v kri, edino s teboj, bil sem živ, najrajši sem pa steval. Vsak se lahko enači z njimi. Rogatec, kum na sutli. Tega skupnega imenovalca, ne? Brez vloge tega okolja na naše odraščanje, dejansko ne bi bili to, kar smo. Ne? Dobro je rekel. Šolan človek. O nekaterih so, tako kot pri Mi2, dokumentarce posneli šele po desetletjih delovanja. No, Siddharta si ga je zaslužila že po dobrem desetletju. Ja, puno, skrb zvoka, jaz sem se prej prelega nisem notala. Zakon, če bi, ne vem, spet špila to, ko ste v prvem albumu, ali pa mogoče drugi bi še tot zakon, ne? Sej pa malo ste na komercialo udarili. Dej popravite se vanje. Ne vem, včasih so mi bili všeč, ne vem, niso mi več dobri. Dej popravite se vanje. Jaz bi rekla, ne nadaljujejo, ne, to, kar delajo, ker Akcija še. ja. Evo, na dan koncerta, dan 25, evo. Se dobi s števanjem pravil, se dobi z delitvijo osnov. 20. In ko veliko se nam prepovi. Če boš jo vzel, če jo ne boš vzel. Silni viharji rušijo planet, vse digitalno traži nam privid. Mislim, vse rok pa to mi je kul, sam Siddharta stati suno mi ni kul. Drugače pa, v bistvu, zato na ne, postopnice pa to pa, zato mi je kul. To mi je najbolj. Ne, njega smo pospremljali, ker bo zdaj srečal se s punco zdravo gledal. V tem primeru je šlo za tako imenovani koncertni film, kjer se je režiserka osredotočila predvsem na veliki koncert v Hali Tivoli, na katerem pa niso snemali le dogajanja na odru, ampak tudi pod njim, bolj malo v backstageu. Na v malo razširjeni obliki podobnega pa se je pojavil dokumentarni film o Orlekih, pri katerih v središču ni ostal le en koncert, ampak kar cela turneja. Snemali so namreč, kako so se odpravili v Pakistan. Nekaj let kasneje, leta 2021, pa so posneli še en TV film Knappenroll, ki zajema celotnih 30 let delovanja tega kolektiva, 9-članske zasedbe iz Zagorja, ki je obiskala skoraj
vse celine sveta. No, tudi ta je nastal v sklopu TV Slovenija, kjer lahko v arhivu najdete še dokumentarne filme o kantavtorju Damirju Avdiću, Urban and Four, 6 najprominentnejših harmonikarjih zasedbi Silence in drugih. Kar dober vir za ogled teh starih dokumentarcev pa je tudi YouTube, bolj malo jih je bilo namreč izdanih na DVD-jih, kaj šele, da bi jih redno ponavljali na katerem programu. No, so srečo recimo z ogledom filma o reperju Čorčipu, za katerega še danes ni povsem jasno, ali ni bil posnet le kot propaganda tedanjemu novemu glasbenemu ploščku, ampak bolj kot so znani glasbeniki, lažje je seveda nazadnje tudi do dokumentarcev. Fantje so si nabavili ene rdeče električne kitare, Melodija Mengeš. Bobne sem si pa jaz posojal od vaškega bobnara, tisti, ki hodi in oznanja cepljenje krav, junija 15. S tem sem vodil, ne. Malo bi mi kupila harmoniko, ne. Mislim, harmonika pa bi jaz moral iti v glasbeno šolo, ne. Meni je bilo to, da so me ukrotili za eno šolo dovolj, ne da bi me še za eno, da bi še prostovoljno šolo še... Jaz bi povedala, da bi to on mogel tisto napraviti. Moral. Moral. Glasba mi je bila nebrzdana upor, zabava proti establishmentu, proti starim, proti temu, kar mora biti, ne? I'm a traveling band. Čem tega? Se sem, ker je tiskati bolj paše, se nima vedeti. S tem bom začel. Pisem o življenju in Prešerna nazveni. Poj mi še o hrepenenju, naj srca nam pomladi. Ta je dokaj intimen in prav takšen je tudi tisti, ki je šel ob 20. obletnici Bigfoot mame. Zoki, si v redu? Vem, Grega. A narediva zdaj enega? Ajde. Veš, da ne moraš verjeti, da imajo vaje, ne? Pa so začeli novo plato snemati, oziroma obdelati. Spomnim se na najnih prav. Kje ste, da je Kips? Čaj, končno. Cool. Kateri pesmi? Dobro smo igrali pa Siddharto takrat. Siddharto? Ja. Siddharto nismo nikoli igrali. A se kaj rola? Sem če spozabil nas. To. Kaj spozabil, da možda ne? To sem bil včer do 6. odzumne. En nudelček se še možda tak. Zanima me, kakšna glasba bo pravzaprav označila to vašo kaseto? Naša kaseta bo približno nekaj tako, en kvazi punk. Plešem, stari moj, naša muzika začel plesati. Ni več skoka, zdaj še že ples. Kje pa dobivaš inspiracijo za taka besedila? V backstage-u. Nekaj imaš v glavi, kako bi dejansko res želel, da to zgleda, ampak ne gre, ne? Se hitro razvladaš ta za življenje, no? Kaj mi danes pred eno ne bomo kaj igrali. Podobja. A jebi ga, se imaš znati. Obložene mize. Bonoco pa kaple. Filanje, egota. Nekdo je vadil ono harmoniko 2 ure. Vse one že vem na pamet. Zakaj?
Večki, ajde zoki. Zahvatila, zdaj sploh me ni spustilo. To pa za vas kitarista. Ajde, Bernard vleče. Ovo si čezaj. Ampak niso vsi dokumentarci o rock zvezdnikih. Benjamin Kreže je recimo posnel Blues črnih revirjev, kjer življenje v Zasavju in Trbovljah v 20. letih 20. stoletja primerja s socialnimi pogoji tedanjega časa v ameriški delti Mississippija, ki so bili potrebni za razvoj bluza. Dušan Moravec je leta 2010 posnel polka film o glasbi, klobasah in Slovencih v Ameriki, kjer so 1917 v New Yorku nastali prvi glasbeni posnetki polke, ki so jih potem Slovenci in njihov glas raznesli širom Amerike. No, v filmu je predstavil kar nekaj tedanjih glasbenikov, tudi duhovnika, ki je ustvaril polka mašo. No, Moravec je sicer morda režiser, ki je posnel največ glasbenih dokumentarcev pri nas, vseeno pa ni še naredil filma o jazzu, čeprav ta že obstaja. Jazz, za mene se mi zdi glasba ful privlačna, ne? Mislim, tak nasplošno. Tudi ono, tak, ne vem, frajerska, recimo, ne? Ne vem, predstavlja to neko strast, ki se mi zdi, da je v jazzu ful, ne? Čustev, ki se sprosti v improvizaciji. Improvizacija, recimo, zdaj, da greš ti na sprehod. Najprej se odločiš za levo. Pol pride recimo nek gost in zdaj, ne vem, mogoče si ti bossa. Mogoče tam vidiš iglice, pa si rečeš, ne bom šla tja v gost, ker me bo nekaj pikalo. Greš tja levo, recimo, ne vem. Pol vidiš eno fajn jasico, mehko, se mi malo hodi po mehki jasicih, ne. Tak, jaz razumem nekako v muski. Greš v eno tako zono, kjer nekako ne veš več, ampak v bistvu mogoče sam grizeš in igraš in greš za nečem, kar mogoče sploh ni zarisano, sploh ni jasno. Mislim, fajn se mi zdi slovenska mlajša jazzovska generacija v tem smislu, zato ko vsi ful delajo sploh v zadnje čase. What I'm happy about is that there's one more seed planted in one more region of the globe that is going to sprout some music and some culture called jazz. Včasih pa so ljudje, o katerih snemaš filme, enostavno že pokojni. Zato so film o Franu Milčinskem Ježku enostavno zgradili na prepletu posnetkov priznanih alternativnih glasbenikov, ki so izvajali njegove pesmi z arhivskimi posnetki. Glass of wine, let it fall directly. It's a simple love. It's a simple love. It's a simple love.
Obstajajo pa tudi pri nas dokumentarci, ki se ukvarjajo z inštrumenti, kot je 400 let iskanja Heidi Kanzler o Vilimu Demšarju, slovenskemu goslarju, ki je 63 let kariere posvetil temu, da bi ustvaril violino s starim kremonsko-italijanskim zvokom, ki ga je preganjal od samega otroštva. Recimo, da bi v to kategorijo sodil tudi pošvedrani klavir, ki pa je prav tako bolj kot ne iztočnica za film o Radiu Slovenija, je pa v ospredju stari zapuščeni klavir Bösendorfer model 225 subkontra F v studiu Radia Slovenija. O električnih kitarah ga zaenkrat še nimamo, ampak takole pod črto lahko rečemo, da so prav te v ospredju filmov, ki jih je moč najti, izgleda imajo namreč najbolj goreče oboževalce. A si sploh predstavljate, koliko filmov o punku bo recimo na voljo čez 2 leti, ko bo 50. obletnica punka v Sloveniji? Je pa mogoče res dobro, da se snemajo že zdaj, saj življenjski slog povprečnega punkarja mogoče ni ravno ustvarjen za recimo temu dolgoročnost. To je način življenja. Da si ustvaril svoj medij, svoje glace. Smo prvič slišali grindcore. Sam je stružilo. Saj konc koncev ni samo glasba. Univerzalne ideje. Human host body. Sirup za izkašljevanje. Aktivna propaganda. Ličvist. Final approach. Paka Jaro. Hell crawlers. Giornata. Cripple. Mislil, da mu umrl, kurba, to je žagal. Nasilna muzika za nenasilne ljudi. Muzika, imidž in kaj, to je to. Ena punk pesma ne bo spremenila sveta, ampak ti lahko naštejem par pesmi, ki spremenilo mene. Današnjega sklopa o glasbenih dokumentarcih ne smemo pozabiti zaključiti brez omembe filma o najstarejšem še obratujočem klubu v Sloveniji, MKNŽ, mladinskem klubu Nade Žagar iz Ilirske Bistrice, ki bo prihodnje leto dopolnil 60 let obstoja. Kratko in sladko, kot so kratki in sladki punk komadi. Ampak zdaj le bomo povsem obrnili ploščo, spregovorimo namreč še o športu. 12. maja bo premierno najprej v Cankarjevem domu predvajana dokumentarna serija Bratje z igrišča o poti slovenske moške odbojkarske reprezentance do uspeha. Leta 2004 so bili še 64. na mestu svetovne lestvice, 20 let pozneje že na drugem. Idejni vodja projekta je nekdanji odbojkar, občasni reprezentant, karkoli že to pomeni, in pozneje tudi vodja moške reprezentance Alen Đorđević. Slovenian, but I think that I can be Slovenian for one day. Ni mogel se žoge večkrat dotakniti kot pa jaz. Zato, ko ni časa v dnevu. The journey that they have done, the climb that they have done, it's outstanding. This team is ready to compete. No matter if they were winning, losing, they always stayed together. Jedna ista ekipa 10 godin. Ves čas potiho verjel v nekaj več. If you're not crazy enough to believe a dream, you might not succeed. Nismo v dobrem stanju. V boljšem stanju moramo biti, ko je potrebno za zlato medaljo.
probaš se s trenerjem pogovarjati, tam če ni vzajemne komunikacije, se nič ne moreš. I'm fucking crazy, but this you don't know. I take the first bus and I'm not coming back. A je to znak, da ti ne greš na olimpijado, da ne boš videl Pariza, da ne boš videl olimpijskih iger, to, kar sanjaš celo življenje. Če pa nismo dali od sebe vsega tega, kar pričakujemo, potem pa nastanejo težave. Because I really fucking believe if we qualify there, we go to play the finals. Ker sem pa ziher, da na koncu bom izmagal. Mi igram, ovo je neka vanzemaljska ekipa. Slovenija is playing just for everybody, for every team. They are a great example and they can inspire the entire world, showing to everybody that it's possible. This team can win one medal, but there are 3 medals for 10 teams. Ker pa je bil včeraj dan Zemlje, še malo ekologije, o kateri le spregovorimo, saj zaenkrat o tem očitno ne govorimo dovolj, saj učinka zaenkrat še ni. No, letošnji dan Zemlje je potekal pod geslom Naša moč, naš planet in v ospredje postavil kolektivno moč posameznikov in skupnosti pri doseganju pozitivnih sprememb. Ena od pobud za boljši jutri je tudi filmska, po angleško imenovana EU Youth Cinema Green Deal, oziroma v prevodu Mladinski kino Evropske unije Zeleni dogovor, ki ga financira Evropska unija in ki mladim omogoča ogled evropskih zelenih filmov in pogovor o trajnosti. Aktivneje so se projektu pridružili učenci in učitelji iz Celja in Novega mesta, ki so poudarili, da si je več filmov preko spletne strani projekta mogoče ogledati brez registracije in brezplačno. Za konec pa naj vas pripravim na skorajšnji prihod nove Netflixove miniserije, narejene po drugi najbolj prodajani stripovski seriji na svetu. That one there is a catfish. Oh, no, sorry, that one's actually sea bream. Unhygienic, are you sure your fish aren't stale? You are joking. I picked them up on the beach just last week. I stuck to the lukewarm chain so you can eat them till the cows come home. There's a lot of flies, though. Oh, no, I wouldn't charge you for them. The year is 50 BC. All of Gaul is occupied by the Romans. All? No. One small village of indomitable Gauls still holds out. Metadata, that's quite enough. Can't say that to Caesar. He'll throw us to the lions. Ave, Caesar! For your triumph, we have created a mosaic. I ask for a bold idea to mark my triumph, and you give me a mosaic? What a silly idea. Oh, Caesar, I am sure you are familiar with the big fight. What? When a Gallic chief wants to take control of another village, he challenges the other chief to a fight, man to man. The chief still standing at the end becomes the chief of both clans. So if a Gallo-Roman chief, a Gallic chief committed to helping Rome, beats the chief of the indomitable Gauls, he will be the new chief for both clans. And the Gauls will then be Roman. Gallo-Roman. But yeah, you can say Roman. 1, 2, 3, 4. Enough of mosaics! The big fight will celebrate my triumph! A spectacular show! They will bow down, all those Gauls, prostrate on the floor before me! They will kiss my boot! J'adore. Oh, look. They sure know how to put on a show, don't they? Only in Armorica. Hvala za pozornost. Prihodnjič pa se bomo, kot se je nekoč spodobilo na televizijah in v okviru prihajajoče 80. obletnice konca druge svetovne vojne, posvetili pozabljenim partizanskim filmom. Čau!